Smo že nazaj, veseljaki in veseljakinje na televiziji Veseljak. Čas je, da vam predstavim nocojšnjega gosta, člana skupine Kalipso. Domen živjo. Živjo, Urša. Kako smo? Urška. Urška, se opravičujem. To me sama mami kliče Urša, veš, kaj je jezna. Prosti, Urška. Ni panike. Kalipso, kaj je bila inspiracija za ime skupine? Ste črpali iz kakšne grške mitologije? Ne, sploh ne. Kalipso, mi smo začeli leta 2000, takrat sva bila duo in sva igrala dol v Novali na Pagu. Ja. Terasa band ali kako? Ja, terasa band, ampak je bilo fino, veš, to je bilo veliko Slovencev tam in tako. Potem, ko je bilo pa konc tukaj na terasi, smo pa vsi šli ob enih zjutraj, pol dveh zjutraj tja na plažo, tam na plaži je bil pa en lokal, v bistvu diskoteka, ki se je imenovala Kalipso. Mislim, da je iz tam nekje tako prišlo. Ja, ker jaz sem malo pogooglala, v bistvu, kaj Kalipso še je. To je tudi neka afriško-karibska glasba, ki izvira iz Trinidada, nekje začetka 20. stoletja. Tako da gre za eno multipomenko, Kalipso. Ja, tako je. Bila je tudi ladja, bila je boginja. En kup stvari tale Kalipso. Ja, kup stvari, ritem oziroma ples je Kalipso. Tako da ste kar, ja. Kako bi recimo se opisal, oziroma kako bi opisal skupino s parimi pridevniki, če bi lahko? Kakšni ste člani? V bistvu mi kot band smo veseljaki, tudi igramo veselo glasbo. Glasbo za Osavšes. Mava navijače, veš? Ja, ne se ustrašati. Mava navijače zade, ja. Ja, v glavnem igramo vso muziko za Osavšesa, tako narodno zabavne, hrvaške, dalmatinske, rock and roll, kakšen kolo mora biti. Za vsakega nekaj, malo roka, vse. Za vse všesa. Kakšne priredbe tudi? Ja, tudi seveda. Poleg naših avtorskih skladb, seveda, igramo tako skladbe drugih izvajalcev. Recimo katerih tujih? Joj. Jih je preveč? Ja, tolikih, res jih je veliko. Kaj pa sam band, poleg tebe, kdo so še člani skupine Kalipso? Ja, klaviaturist je Jure Osmanović in seveda vokalist. Dejan Renar je basist, harmonikaš in četrti član, ki ga na teh CD-jih ni, je pa Goran Poluga iz Tržiča, bobnar. No, danes si prinesel 3 CD-je, ki jih bomo danes podelili preko SMS-ov, preko Facebooka in pa v živo. Tako da pridno pišite in seveda v SMS in pa na Facebook ne pozabite dopisati CD. No, na tem CD-ju je kar precej komadov. Jaz prav vidim številko. Ja, prav. 2 CD-ja sta to v bistvu. Urška, to je tako, veš. Na enem CD, to je dvojni CD, noter je en CD, kjer je naša avtorska glasba. Ja, teh je 46? Ne, te so 4. Ja, tukaj so 4 napisane, čeprav jih je že plus 3, to se pravi 7. To, kar vidiš pa ostalo, ki je pa 46, to je pa glasba posneta v živo iz nastopa, to je pa vse tisto, kar mi igramo. Slovenske, brez harmonike na gre. Čebelar, ne spavaj mala moja, hajde da ludujemo. Tudi to pop design mix, v dolini tihi, ja, za vsakega nekaj. Odlično, mislim, res odličen repertoar, takole, ko gledaš. Ja, jaz pravim temu CD-ju tako, a lahko povem, kje se te CD-je prodajo? Ja, lahko. Na vseh bencinskih servisih se jih da dobiti. Tako bom jaz rekel, to je res CD, če imate kakšen piknik. Hiti za žur, ne? Ja, hiti za žur, tako smo ga naslovili, če imate kakšen piknik, če ga boste kupili, jaz garantiram, ampak res garantiram, da boste imeli odlično vzdušje na pikniku, da bo dobra zabava, tako da... Koliko časa ste pa delali ta CD? Je bil velik projekt? Ne. To je za vas mala malca, ne? Ne, to smo dejansko res sami naredili, pa kaj ne rečem, to je bilo narejeno... Kaj pa recimo na koncertih, a špilate dejansko cel ta repertoar? Ja, pa mi imamo itak, imamo pač, naš repertoar obsega, ne vem, nekje okrog recimo 300 skladb, ampak na vsaki zabavi igramo najbolj aktualne pesmi, najbolj zanimive, te hite zadnje. V bistvu take pesmi igramo, s katerimi lahko naredimo žur, dober žur, dobro vzdušje, da se imajo ljudje lepo, da se sprostijo, zabavajo, plešajo, pijejo, pojo. Kar je pa tudi, mislim, da zato nas organizator pokliče, ker si želi dobro vzdušje, da se ljudje veselijo, da se imajo fajn, da pijejo, pojejo, v glavnem, da
Da žurajo. Da žurajo. Jaz sem šla malo vas brati na forume. Ja. In sem prebrala in brala, da ste enkratni za poroke, da imate ful kondicije, da se dejansko uspete prilagoditi glede glasbe, predvsem pa da špilate do zgodnjih jutranjih ur. Jaz sem celo skoraj dizertacijo naredila o vas, o vaši skupini, tako da moram reči, da vas res hvalijo po forumih. Ja, jaz bom res rekel, da mi smo zdaj, letos igramo precej manj porok, ker imamo ogromno veselic na sobote. Prejšnja leta smo pa res igrali ogromno porok. Ja, pri nas poroka pač zgleda, poroka mora imeti glav pa rep. Treba je celo zadevo povezati v eno, tako kot sem rekel, treba je igrati za vsakega nekaj, med pavzama imamo igre, ki seveda niso vulgarne, ker ne smejo biti. Tako da se ljudje ne samo naplešajo, da se malo nasmejajo. V glavnem cel večer, da je nekaj povezan, glava pa rep, pa igre, pa da se imajo ljudje fino. Tako da, ja, se potrudimo. Se v bistvu imate pripravljen že vnaprej repertoar, oziroma se dejansko prilagajate glede glasbe, recimo, če imate žen in pa nevesta kakšno svojo željo? Velikokrat ima ta žen pa nevesta željo, včasih mi kakšen reče, Domen, midva bi rada, da ne igrate nič harmonike. Vse v redu, super. Pač to je vajna želja. Morate vedeti, na poroki je 100 ljudi, kateri bi rad slišal v Dolini tihih Golico, Čebelarja in tako naprej. In jaz potem vsega hočem prepričati. Dajte takrat vidva majčkeno ušesa zapreti, pusta, da mi naredimo tako, kot mi znamo, da tudi zaigramo na harmoniko, boste videla, da bo... To se je dostikrat zgodilo, da, ne vem, da sta mi tudi rekla že in pa nevesta, midva bi rada več zabavne, manj narodne. Ampak to je en dogovor. Na terenu pa, če se izkaže, da ljudje bolj plešajo na narodno muziko, je treba pač narodne igrati več. Isto na veselici. Če igraš zabavno glasbo, da ljudje ne plešajo tok, pa da potem igraš harmoniko, pa da je še večji žur na harmoniko, ja, kaj? To ti da potem vedeti, igraj harmoniko naprej. No, kjer pa so tiste tipični komadi za na poroko? Čebelar, v redu? Mi igramo na splošno, kalipso, igramo večinoma železen repertoar. To so pesmi, ki jih čisto vsi ljudje v Sloveniji poznamo. Tukaj nimamo kaj, mislim, da nafte odkrivati. Čebelar v Dolini tihih Golica, na Roblek, če dolgo boš izbirala, zdaj če govorijo, kar se harmonike tiče. Mi dejansko ne izvajamo enih pesmi, ki jih večinoma ne poznajo. Ne delamo tega, ne vem, kar se mi je že včasih tudi zgodilo, da smo pa pred leti zaigrali kakšno, ki je bila nam všeč, dejansko ljudje jo niso poznali, potem kar čuden gledajo, pa grejo dol, pa to. Ne, igramo železen repertoar, pa te zadnje hite, spremljamo pač, kateri so oni res najboljši hiti in tist seveda se naučimo. In to pač igramo. Priredbo oziroma pač špilate tist komad v originalu, ne? Za vsakega nekaj. A pa ste za kakšno foro, recimo, priče ponovadi so zadolžene za kakšne trike, take in drugačne, a vas kdaj, recimo, potegnejo v kakšno tako foro na poroki, recimo? Ja, jaz nasplošno govorim, da priče morajo na poroki res največ delati in tudi mi jim damo kar nekaj nalog, da jih morajo upraviti. Na kolikih pa porokah ste že recimo igrali? Predsejš? Ja, jaz mislim, da približno okrog, če rečeva, da kalipso obstaja 14 let, od leta 2000, pa da smo igrali zdaj res 12 let smo igrali cirka 25 do 30 porok na let, je to 30, ker da si 350, recimo, da smo jih odigrali. Ja, toliko porok, pa potem toliko dni za spanc, pa... Ja, to je pa davek, da se človek sestavi, ne? Ja, to je pa davek, ki ga mora vsak glasbenik plačati, ampak je pa lušten biti muzikant, res. Zdajle bomo si pogledali vaš videospot Slej ko prej, ki je bil sneman tudi v produkciji televizije Veseljak. Tako je. Kje ste snemali? Joj, glih prejle sem bil na radiju, ko smo imeli s Tanjo, tako intervju. Moram reči, da smo res toliko se fajn imeli. Že zjutraj smo prišli v Bohinj, je bilo lepo vreme, sonček, hribi. Bohinj je res tako lep za spot snemati. In res smo se fajn imeli. To so taki
nasplošno, vsak ansambl, ko snema videospot, jaz mislim, da to je doživetje, ki ga ne moreš nikoli pozabiti. In tudi mi smo se imeli res fenomenalno. Smeh in solze, fajn smo se imeli, res. Bomo si zdaj v tem trenutku pogledali torej videospot skupine Kalipso, slej ko prej pa bova midva po temle videospotu še kakšno rekla o samem snemanju, če se vam je kaj takšnega zgodilo. V tem trenutku pa si torej poglejte slej ko prej. Ko prvica se srečala, v šici mi takoj bila, sem hitro pomežiknil ti in pogledal te v oči. Nasmehnila si se sladko, izmešala mi glavo, je iskrica preskočila in ogenj zanetila, je iskrica preskočila in ogenj zanetila. Slej ko prej boš moja ti, meni zdaj tako se zdi, zdaj vidno, ko se srečava, s pogledi se iščeva. Slej ko prej boš moja ti, naj se to čim prej zgodi, ker malo se pa le bojim, da te ne izgubim. A včeraj, ko sem srečal jo, sem povedal ji vse, da mislim vedno le na njo in da noro všeč mi je. Nasmehnila se je sladko, izmešala mi glavo, je iskrica preskočila in ogenj zanetila, je iskrica preskočila in ogenj zanetila. Slej ko prej boš moja ti, meni zdaj tako se zdi, zdaj vidno, ko se srečava, s pogledi se iščeva. Slej ko prej boš moja ti, naj se to čim prej zgodi, ker malo se pa le bojim, da te ne izgubim. Slej ko prej boš moja ti, naj se to čim prej zgodi, ker malo se pa le bojim, da te ne izgubim. Slej ko prej boš moja ti, slej ko prej boš moja ti. Slej ko prej ste si pogledali v produkciji televizije Veseljak, skupina Kalipso je bila tole, član Domen je danes z nami. Domen, ena zelo luštna oziroma manj luštna prigoda se ti je zgodila na temle snemanju v Bohinju tegale videospota. Kaj se je zgodilo s tem na končku? A si videla zdaj na koncu tega Ja, konjička? kaj ti je neki po ziziki šaru? A veš, kako je on mene za Jožko griznil? A res? Ne tukaj, ko je bil posnetek, Ja. ampak mislim, da zatem ali predtem, zatem mislim, da toliko me je griznil, jaz sem imel prav... Plavo. Mislim,
Pa kaj smo, kakšen sladkorček tam ali kaj? Ja, ne vem, to pa ne vem, kaj je bilo. Ja, Marija, kaj ste imeli kakšne reševalce pol ali ni bilo? Ne, sem tako me, res me kar potegnil, sem kar, matera, veš. Še kakšna taka prigoda? Strašil, ja, ne, tukaj ta je bila najbolj taka smešna, no. Bože te ugrizno, kakor da bi te brcnil, ne? Ja. Sicer se bojiš konjev, imaš rad živali? Ne, jaz obožujem konje, ampak nisem pa še nikdar sploh jahal. Aha, pa bi šel? Ja, bi šel, ja. In obožujem jaz konje. Konj mi je res taka prijetna žival. Plašna žival. No, jaz sem bila, mislim, da enkrat na nekem poniju v živalskem vrtu, veš, ko si se v neke grmade vozil, pa enkrat na eni kobili, ampak je tako, si kar visok, ne, kad gledaš dol, te strah, da se ne bi kam prekucnil. Skozi gledam, obožujem, ampak res nisem še jahal. Bom pa enkrat, bom pa res šel. No, vidiš. Prej sem te hodila vprašati glede porok oziroma nastopov. Kako nabirate kondicijo, v bistvu, da zdržiš toliko časa, da šibaš gor pa dol po odru? Ja, to je res. Fitness, tek, ja, no, glih zdaj sem čist v fitnessu noter, tako da treniram tudi po 2-krat na dan v fitnessu, drugače pa jaz zelo obožujem tudi hribe. Evo, prej sem omenil bohinj, hribi, to je nekaj najlepšega za mene. No, pa seveda tudi morje. No, jaz hodim drugače veliko na Šmarno goro, pa na Osovnik, pa na Križno goro. Čisti pohodnik. Kaj pa ostali fantje? Te hribčki manjši, ne. Ostali fantje pa delajo precej, no, jaz sem bolj frej, no. Bolj frej. Se pravi, ti si edini, ki športa, ki skrbi za kondicijo. To 2-krat na dan na fitnessi te kar? Ja. Kaj, imaš kakšen poseben program, kakšne posebne napitke? Ne, zdaj imam jaz en poseben program, pač na eni televiziji sem bil izbran za tekmo za zdravo življenje in zdaj so mi oni pač omogočali, da hodaš na fitness. In plačali fitness trenerja, psihologa, vse, DNK analize, vse, kar zraven. Tipi topi, se pravi, boš na naslednjem špilu s kakšno mišico več, ne? Pa ne zaradi mišic, ampak res se mi zdi, ko si skozi v gibanju, večje kondicije, tudi na špilu lahko lažje poješ. Normalno. Res, in tudi na koncu špila nisi utrujen, imaš še veliko energije. Pol veliko kardio delaš, verjetno. Ja, vidim, da se spoznaš na tole. No, ne bo rekel, da se glih na fitness spoznam, jaz ne maram preveč fitnessa. A veš, jaz nisem vedel, kako meni kardio. Aha, ja, ne zaradi tega, ne. Tam, ko se najbolj prepotiš, ne prešucaš. Jaz sem prvič prišel v fitness studio, nisem nikoli sploh hodil, ne. In je rekel, danes bom imela kardio. Kardio, kaj to? Kaj to je? Nisem vedel, res, ne, pač nisem nikoli. Pa greva midva od kardija k CD-jem, ki si jih prinesel. Danes torej bomo podelili 3 CD-je skupine Calypso. Hiti za žur smo že prej pregledali, so res sami hudi komadi. Pošljite SMS na VS Presledek TV, napišite vašo glasbeno željo in pripišite CD, pošljite na 3737 oziroma na Facebook profil televizije Veseljak, prav tako napišite, kateri videospot bi si radi pogledali in pripišite CD. Lahko pa nas tudi v živo pokličete na 01588 0696 in si prislužite tale CD-ček. Vaš prvi singel ima naslov Fino je. Ja, res je. Kdo je glasbo napisal? Joj, pa kje si to zdaj pobrala? Saj ti prava, da sem jaz celo disertacijo naredila iz vas. Ja, zelo lepo. Veš, to smo pa naredili leta 2002. Ja, to je pa naredil Matjaž Vlašič pa Boštjan Grabnar, oziroma Urša Vlašič je besedilo napisala. No, takrat smo se le skorajžali pa naredili prvi singel. Takrat smo bili še čist tisti pokovci, pa nič nismo vedeli, kako in kaj je treba početi z glasbo. Mi smo naredili to pesem in to je to. Ja, nekje mora začeti, ne? Na enem radiju se je samo tam, se je ta pesem vrtela in to je to, ne? Kdo vam pa sicer piše komade? Boštjan Konečnik, zdaj, ne? Prej smo delali z Matjažem Vlašičem, zdaj pa delamo z Boštjanom Konečnikom, tako da on je tekstopisec.
Odličen. Preverila sem tudi, da imate za sabo že en kup nastopov. Nazadnje ste špilali v Begunjah, je bilo noro, zdaj ta petek imate... To je bilo dobro, to je bilo dan mladosti, veš. Ja. Ti si še toliko mlada, ampak je prišel tako. Pionirček. Tito, pa Jovanka sta prišla, pa pionirčki, pa... Tako je bil en tak tradicionalen program, imajo tam, taka veselica in je bilo zelo veliko ljudi, pa res fenomenalna žurka, res. Pa zdaj ne boste nič počivali, ne? V petek ste v Velesovem, če se ne motim? Ja, že v četrtek igramo en ladies party, potem v petek igramo veselico v Velesovo, to je pri Cerkljah. Ja, vem, smo imeli duhovne vaje tam. V soboto pa celo poroko igramo. A, na poroki? Ja, celo poroko igramo. Pa ne, se kar veselimo, to bo letos druga poroka. Koliko časa ponovadi na poroki traja, koliko časa špilate? Dolgo. Jaz bom tako rekel, mene vsi pari kličejo, pa me sprašujejo, ja, dokdaj igrate? Lejte, do konca. Ena poroka je do takrat, ena je malo dalj. Kolikor bojo živi, ne? Ampak to ne pomeni, da če poroka do 7 zjutraj, da je bila dobra poroka. To je daleč od tega. Poroka, mi delamo poroko tako, da je non-stop nekaj natampiramo. Da se dogaja. Glasba, igre, povezovanje, tako da dejansko ljudi toliko utrudimo, da jaz mislim, da poroke tam 10 ur maksimalno. Je kar ne. Ene poroke so do 4, ene so do 6, tako če se načrta potegne nekje do 5. Neka zlata sredina. Kje pa sicer še igrate? Recimo, dobro, zdaj čas veselic. Letos imamo res ogromno veselic na Štajerskem, nekaj tudi na Dolenjskem, pa dol Bela krajina. Zdaj, začeli smo mi igrati predvsem bolj na Gorenjskem koncu, zdaj imamo Gorenjsko dejansko najmanj, no. Igramo tudi na obali, cela Slovenija, no. Igramo posod, veselice, po lokalih veliko igramo, te privat zabave, rojstne dneve, poroke, vse. Kjer si želijo imeti žur, pa dobro vzdušje, jaz garantiram dobro vzdušje, da nas pokličejo, mi pridemo kamorkoli. Sploh ni pomembno kam. Kaj pa sicer počnete v prostem času? Ko niste glasbeniki, ko ne zabavate drugih? Kdo vas zabava, kako si vi zabavo privoščite? Greste na kakšen kino, greste skupaj spiti kako pivo, gledate fuzbal? Mi kot člani. Kot člani, ja. Fantje, kaj počnete? Mi dejansko hodimo bolj na kave. Na kavice? Na kavi se dobimo, recimo, to je ena stvar. Z enim, recimo, se dobimo občasno, da malo zvočenje pregledamo, pač debato o ozvočenju. Ne o avtih, o ozvočenju? Ne, o ozvočenju, o muziki, ja. To je recimo to je naše druženje, no. Kaj pa morje, se že kaj planira za letos? Ja, zdaj ne smem povedati. Če so me ljudje klicali, pa so rekli, ste frej takrat pa takrat. Joj, gospa, zasedeni smo. Se pravi, zdava samo, da greste na morje? Ja, pač moram reči, da si mi tudi vzamemo en vikend frej, zato, ker je res malo preveč tega. Naporen. Čeprav nekdo, ki nas kliče, reče, a ste res frej, a se da, prosim, ja. Moraš si vzeti, a ne? Moraš si nafilati baterije, da moraš zdaj skozi delati. Kaj pa za naprej, kakšne načrte imate, fantje? Zdaj imamo, mislim, da tam okrog 20. junija bo prišla nova pesem ven, ki smo jo naredili. Na moj rojstni dan. A res? No, pridem čestitati čez slab mesec. Pride naša nova pesem ven, naslov bo Odklop. Pesem je narejena prav za te čase, da je treba se mečkan odklopiti, iti malo na dopust, sklopiti telefon. Tako da jaz mislim, da bo primerna za veliko šest. Naši nadaljni cilji pa so čim več igrati, čim več biti na terenu, čim boljše vzdušje narediti na veselicah, čim boljši vtis pustiti. Kako? Najdemo vas pa na Facebooku. Itak Facebook. Pa spletno stran imate svojo, ne? Pišete skupino Kalipso in vam vrže stric vse na pladenj. Pa potem vas tam lahko recimo zablokirajo za poroko, veselico, rojstni dan in tako naprej. Domen, hvala lepa, da si bil moj gost, da si prinesel nagrade. Jih bomo tekom oddaje tudi podelili 3 gledalcem oziroma gledalkam. Obilo glasbenih užitkov še naprej, da boste še naprej ustvarjali, da magari jesen pride še enkrat s kakšnim drugim CD-jem z novimi
50 komadi, recimo. Mogoče, ne. Tako da hvala lepa, pa pozdravi še ostale člane. Hvala. Mi pa si bomo zdaj le pogledali še en videospot skupine Kalipso in sicer Kako si kaj. Dame in gospodje, z vami skupina Kalipso s dobrim starim hitom Kako si kaj v novi preobleki in vsi pojemo Come on, Saval, kako si kaj kom sa ti meni si usujena mi dišiš kot rožica poleti na obali plesali divje smo ko sem jo zagledal luštno deklico kar takoj sem k njej pristopil sem vprašal jo za ples ona pa mi rekla je parlez-vous français